Gospod predsednik, danes ste podelili priznanje Gospodarske zbornice Slovenije najboljšim slovenskim inovatorjem. V uvodnem nagovoru ste omenili popolnejše inovacije. Kako vidite vi razvoj Slovenije in kakšno vlogo boste pri tem imela znanje oziroma inovativnost? Tisto, kar nas lahko navdaja z zadovoljstvom v tem času, je veliko število inovatorjev in zelo veliko inovatorske energije, ki obstaja v Sloveniji. V evropskih primerjavah je Slovenija med boljšimi državami, kar zadeva število inovacij in odprtost gospodarstva za inovacije. To je mogoče manj znano v javnosti, ampak takšna so dejstva. Probleme imamo drugje, probleme imamo na ravni bančništva, na ravni politike in na drugih ravneh in zaradi tega seveda ne uspevamo z vsemi našimi inovatorskimi energijami napraviti tistega učinka za slovensko gospodarstvo in slovenski razvoj, ki bi ga sicer lahko. Zato se mi zdi, da moramo na inovatorstvo gledati čim bolj celovito. Treba je videti seveda ta tehnološki vidik, ki je izredno razgiban, kjer je zelo veliko inovatorjev. Potrebujemo seveda ustrezne poslovne modele. Potrebovali bi tudi nekaj inovatorstva v bančništvu, v smislu kreditne podpore inovacijam in razvoju in upeljavi inovacij na tržišče. In potem bi potrebovali nekaj inovacij na področju politike, ki bi morala biti bolj naklonjena in najti nove načine spodbujanja takih dosežkov. Naj dam en primer, sam sem nekoč bil naprošen od podjetja Polimat, ki je razvilo nekatere nove produkte na področju polimerov, da jih pospremim z neko poslanico na nek svetovni kongres polimerov. To sem naredil in to jim je pomagalo, da so napravili nekatere dodatne kontakte in se uspešno uveljavili tudi v Združenih državah Amerike. Hočem reči, imamo veliko nalog, ki so zelo raznovrstne in kjer je treba narediti nekaj novega. In vse to je treba videti kot celoto in povezati. Pred nedavnim ste v Velenju dejali, več dobrih idej pomeni manj skrbi. Je to lahko tudi eno od sporočil z današnje podelitve mlajši generaciji? Prav gotovo. Več dobrih idej danes pomeni manj skrbi jutri. In tisto, kar lahko navdaja z zadovoljstvom, z upanjem, tudi z optimizmom, je, da imamo veliko mladih ljudi v malih podjetjih, tudi seveda nekaterih večjih sistemih, ampak zlasti v malih podjetjih in mikropodjetjih, ki izkazujejo izrazito sposobnost kreiranja novih idej in se tudi znajo mednarodno, tudi globalno povezovati. To je seveda zelo dobro in rekel bi, vsaka taka ideja, tehnološka, poslovna, mednarodna, ideja povezovanja odpravi kakšen glavobol. Čim več tega bo, tem manj glavobolov.